No, dajmo probati še kakšno sekundo z mano, pa gremo na avtobus, pa ja, evo. A smo zdaj vsi v tem urejevalniku? Ja? V novi verziji, ki je prišla, če poskrolate malenkost nižje, čisto na koncu tele vsebine, boste tukaj videli, da piše A new and improved Divi Builder experience is available. In dajmo klikniti tukaj na Switch to the new Divi Builder. Kdo ni posodobil Divi? 9,50, ne 10,10, 9,50 se dobi tle na uradu. Ja, ne. Jaz sem 10,10 vprašal. Okej. In zdaj boste videli, da stvar izgleda malenkost drugače kakor prej. Stvar je malenkost zdaj približena tistemu vizualnemu urejevalniku, ki smo ga zadnjič spoznavali, zaradi tega, ker je stvar skombinirana. Torej, še vedno imamo isto logiko. Najprej je sekcija, potem je vsebina. Enake barve. Najprej je sekcija, potem je stolpec in potem spet so moduli. Ena hecna stvar, ki je zdaj dodana noter, je to, da lahko direktno tukaj na tele ikonci kliknemo in takoj vidimo vsebino. Torej, če kliknem tukaj na desktop view, me stvar takoj vrže na vizualni urejevalnik, v bistvu že kar noter. Tako da se bom vrnil nazaj na prvo ikonco, na wireframe view, kjer imam v bistvu te stvari. Tako da zadnjič, ko smo spoznavali Divi urejevalnik, sem mal komentiral to, da v ozadju pa v ospredju niso iste ikonce, no zdaj so iste ikonce, ker so stvar poenostavili. Tako da imamo tiste nastavitve, ki smo jih imeli zadnjič v hamburger meniju, v tistih 3 črticah, je zdaj ista ikonca tegale koleščka. Drugače so pa zdaj stvari malenkost spremenjene tudi tako, da ko gremo v kakšno izmed teh opcij, se mi stvar odpre enako kakor v front-end builderju. Torej imam ta blok, ki ga lahko ali prilepim na en del zaslona za tole ikonco, pik, da mi vrže čist na desno, ali pa si ga premikam, kakor želim po svojem računalniku, in pa tukaj spodaj desno imam ikonco, s katero si lahko zadevščino povečujem pa pomanjšujem. Se pravi, enako kot prej, je stvar, da lahko primem enega izmed elementov in ga potegnem nekam drugam. In če mi stvar pusti, zdaj, a se še kdo spomne, kakšna je tale sekcija po barvi? Samo po barvi, nič drugega, kaj? Tako, full width sekcija, to je pa standardna sekcija. In če jaz zdaj poskusim enega izmed teh modulov potegniti tlele noter, me zadevščina ne spusti, enako kot prej, in če bi hotel recimo full width slider potegniti med normalne, enako kot prej, me stvar ne spusti. Ena stvar, ki so jo odstranili, je, da je bilo prej tukaj, add new section. To imamo zdaj enako, kot v front-end urejevalniku tukaj. Se pravi, fajn je, da si zdaj zapomnimo te 4 barve. Da je vijolična za sekcijo, ki gre čez cel zaslon, oziroma čez celo širino zaslona, da je modra sekcija, ki gre normalno po širini zaslona, in pa potem zelena za vrstico in pa siva za moduli. Kako? Ja, zato, ker pač gledamo vsebino, ki jo imam jaz, tvoja vsebina je čist drugačna. Jaz imam pač zdaj le samo to, da lahko pokažem. Če me nehaš vikati, ti mu odgovorim. No, dajva probati. Lahko me unikaš, evo. Ja? Ja? Na katerokoli ikonco za sekcijo, če kliknemo. Torej, če bi jaz zdaj recimo se postavil zraven
enega prostorčka, kjer je ta za novo sekcijo, mi tukaj da te 3 možnosti. Ne? In vprašam me bo, kateri tip sekcije želim dodati in imam ali klasično, ne, ali posebno, do te bomo danes prešli v vajah in pa to, ki gre čez celo širino zaslona. Ne? Predvsem se zelo trudijo, da bi nehali uporabljati tale urejevalnik, pa da bi začeli uporabljati tistega od vspredi, zato ker, ne vem, to je pač njihova nekako odločitev, da jih hočejo čim bolj združiti. Ne. Se pravi, tudi to, kar smo imeli prej, ne, nek preview, imamo zdaj res direkten preview tukajle in za recimo tabličen zaslon, kako bi stvar izgledala, in za računalnik in pa za telefon. Ne. Tako da zadevščina je uporabna iz tega stališča in pa tudi isto, kar smo imeli zadnjič v front-end editorju, imamo tale zoom out. Ne. Ko bomo imeli veliko enih modulov pa veliko enih sekcij skupaj, ne, lahko tukaj pač skočite ven in vidite več zadeve naenkrat. Kakšno vprašanje? Povej. Se lahko na glas, veš? Ker jaz sem tukaj, manj sem tak vržen. Ti si zdaj v Visual Builderju, pejdi v Edit Page. Ali pa, ja, tako, ja, ok. Tu sem že bila, ampak pol pa tam divi, da bi naredil page. Ja, mava Gutenberga, ne, se pravi, pejdi pod plugins, pa add new. Bova inštalirala tako, ne, zato ker imaš petko, pejdi zdaj imaš Classic Editor, da je install now, pa potem activate. Ne. Za WordPress petko je prišel en nov urejevalnik in ga pač poskuša preskočiti. Ne. Tako da mi bomo pač si ta urejevalnik zablokirali, zato ker je Divijev urejevalnik toliko. Ja, zdaj pa sem še activate in to je to. Ne. Če se zdaj vrneš na isto lokacijo, nimaš več tega problema. Lahko greš zdaj pod Pages recimo. Pik. Ne, ali pa imaš katerokoli od teh strani, ki si že bila noter. Ne. Tam, ko ti piše Divi, recimo glavna stran, ker klikam na glavno stran, evo, pa ti bo odprlo zdaj tale urejevalnik, ki ga imam jaz isto. Zdaj počakaj, da se naloži. Ja, se pravi, zdaj imaš ta starega, zdaj pa pet malo bolj dol in imaš, tole, switch to the new. Ok, reload. Se pravi, potem boš samo kliknila na to in boš imela enako, kot imam jaz. A ima še kdo drug kakšno vprašanje? Ja, lahko se dereš nazaj. Jaz bi sicer vzel pač poskušam najti slovensko besedo, kakšen blanket, veš, pa mu pol tako se ga usmilaš. Ampak ja, takle imamo. Zelo mu je vroče, tako da ventilator dela na polno.